V imenu Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje, danes je tako imenovana materinska nedelja. Dragi zbrani, vsak od nas ima ali pa je imel mamo. Vsi pa imamo še eno skupno mamo, mamo Cerkev. Materinstvo si zasluži hvaležnost, tudi ko si tega kdo ne zasluži. Obstaja še drugačna vrsta materinstva. Lahko je to nekdo, ki nam daje ljubečo podporo materinske narave. Mačeha, rejnica, varuška, teta, babica, sestra, učiteljica, duhovnica, pedagoginja, socialna delavka, verjeli ali ne, tudi tašča. Tudi Jezus si je nadel materinsko podobo, ko je jokal nad Jeruzalemom rekoč: kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor zbira koklja svoja piščeta pod peruti, pa niste hoteli. Zdrava vera je primerljiva zdravemu materinskemu odnosu. Zato se Gospod Bog v Svetem pismu predstavlja kot zvest materinski oče. Prerok Izaija, ki je starozavezni evangelist, pravi: mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa. A tudi, če bi one pozabile, jaz te ne pozabim. Ker je danes materinska nedelja, ki se po evangeličanskih cerkvah po svetu praznuje drugo nedeljo v mesecu maju, vas ob obeh izhodih iz cerkve čaka majhna pozornost. To je majhna kartica, ki jo lahko vzamemo in jo podarimo svoji mami ali svojemu očetu, oziroma komu drugemu, ki nam predstavlja materinski in očetovski lik in smo Bogu zanj ali zanjo hvaležni. Zadaj na kartici je tudi prostor, da lahko sami kaj lepega dopišemo in na tak način obeležimo materinsko nedeljo. Sedaj pa k obvestilom za prihodnji teden. V ponedeljek 12. maja imamo tako kot običajno v cerkvi ob 19. uri molitveno srečanje s prebiranjem psalmov in molitvami. V sredo 14. maja imamo ob 19. uri, kot je že utečeno, študijsko-diskusijsko predavanje. V četrtek 15. maja pa imamo ob 9:30 uri zjutraj, torej ob 9:30 dopoldan, srečanje starejših sester. Med nami, kot ste verjetno že opazili, pozdravljamo toplo mojo drago prijateljico in kolegico, duhovnico Judit Andrejek, ki prihaja iz evangeličanske cerkvene občine Murska Sobota in oskrbuje tudi evangeličansko cerkveno občino Lendava. Danes nas bo tudi nagovorila z Božjo besedo. Duhovnica Judit ima za sabo predano zgodovino. Prišla je namreč službovati v Slovenijo iz naše sosednje Madžarske, za kar smo jih hvaležni, kar predstavljajte si naučiti se slovenski jezik in ga tudi uporabljati na svojem delovnem mestu. Tudi njen mož je evangeličanski duhovnik, imata 3 čudovite otroke. Judit sicer deluje v naši največji cerkvi, ki šteje okoli 2000 vernikov. Po bogoslužju se bo zagotovo predstavila lahko tudi sama in si lahko vzamemo čas za pogovor z njo. Judit je odprta duhovnica, ki svoje duhovniško poslanstvo živi z vsem srcem. Prav tako pa med nami toplo pozdravljamo gospo Alenko Strdin Košir, s katero naša cerkev sodeluje že vrsto let. Kot veste, vsako leto organiziramo bazar in skupaj z glasbeno šolo Lipičnik tudi dobrodelni koncert. Zbrana sredstva podarimo sirotišnici v Kasi v Ugandi, s katero pa že vrsto let sodeluje tudi današnja gostja, ki tam kot zdravnica opravlja humanitarno delo.
V ta namen jo toplo povabim, da nam predstavi dogajanje v sirotišnici in tudi, kako napredujejo otroci, ki jih podpira naša cerkev. Izvolite. Hvala lepa. Decembra, ko smo bili tukaj na dobrodelnem koncertu, sem obljubila, da bom prišla nazaj in vam povedala, kaj se je z darovanimi sredstvi zgodilo, in evo, izbrala sem si današnjo nedeljo, ne vedoč, da je materinska nedelja, ampak mislim, da je izbira odlična. Mene v Kazi, v našem otroškem domu Kaza, kliče mama čiravo, tako da nekako gre v današnji koncept, ne. Otroci tam res potrebujejo mamo, njihove biološke mame svoje funkcije najboljše ne opravljajo, zato potrebujejo druge mame. Ja, Kaza je otroški dom, kjer skrbimo nekako za 80 otrok, zdaj že 15 let, jaz sem od tega 11 let z njimi zraven. Vaša cerkev pa tudi zadnjih nekaj let pomaga z zbiranjem sredstev in darovanjem. Kar smo naredili, z velikim veseljem povem, da smo lani kupili eno zelo veliko njivo. Ta njiva je bila posajena z sladkim krompirjem, kot vidite na fotografijah, vsi otroci so pri tem sodelovali in smo februarja imeli tudi prvo žetev sladkega krompirja, ki je bila kar obilna, tako da otroci že od februarja do zdaj redno dobivajo sladki krompir, ki ga imajo zelo radi. Medtem se je marca, aprila posadila naslednja letina in to je krompir in fižol trenutno raste na njivi. V Ugandi se dvakrat na leto, najmanj dvakrat na leto sadi, če je dežja dovolj, včasih tudi 3-krat na leto. Imajo način, kako kolobarijo pridelke, tako da za njivo, ki je bila kupljena z denarjem, darovanjem od te cerkve, bodo otroci kar nekaj let imeli bistveno boljšo prehrano. Tudi denar darovan lansko leto je namenjen dokupitvi še dodatne njive, ampak to traja nekaj časa, tako da smo v postopku, njiva še ni kupljena, ampak definitivno bo. Tako da del denarja bo torej namenjen temu, da povečamo naš vrt, na katerem bodo otroci pridelovali svojo lastno hrano in jo seveda tudi jedli. Drugi del denarja je pa bil porabljen predvsem za šolanje, za šolske obveznosti. Otroci poleg šolnin, ki jih plačujemo, da hodijo v šole, ki jim dajo neko realno možnost v življenju, potrebujejo seveda tudi kup šolskih potrebščin in si predstavljate za 80 otrok, da se tega nabere, tako da drugo polovico denarja smo namenili temu. Našim otrokom v Kazi gre dobro, nekateri, tudi oni so evangeličani, vsako nedeljo absolutno grejo k maši, kot vidite na slikah. Nekatere teh otrok spremljamo zdaj že kar nekaj let, jih šolamo, so medtem že srednješolci, nekateri so šolanje tudi že končali. Otroci, kot rečeno, od matičnih družin ne pričakujejo zelo veliko, tudi ne od svojih rodnih bratov in sester, se pa v Kazi po tolikih letih skupnega bivanja počutijo kot družina in so drug drugemu brati in sestre. Hiša je majhna, postelje si delijo, sami niso nikoli. To je Kedras, njihova glavna in prva mama, ustanoviteljica programa. Za našo najmanjšo, to je Dorin. Včasih dobimo tudi kakšnega otroka s posebnimi potrebami, zapuščenega, tako malo slike otrok, da si predstavljate, kako to izgleda. Kot rečeno, nekateri so že več let z nami. Imamo približno 50 osnovnošolcev, približno 25 srednješolcev, ostali so že končali srednjo šolo in se šolajo nadalje v visokošolskih poklicnih ali celo na univerzah. In prezentacija se nekako zaključi prav s temi, ki so med tem šolanje končali in smo zelo ponosni na to, da smo jih pripeljali do samostojnosti v življenju. Pa če mogoče imate kako vprašanje na to temo. Ko odrastejo, se trudimo, da postanejo samostojni.
Kot rečeno, zadnji dve slikci sta ravno nekih fantov, ki čakam, da se pojavijo, da razložim, ne. Recimo enega fanta smo pripeljali do tega, da je postal turistični vodnik in zdaj samostojno dela in živi. Drug fant je doštudiral geodezijo, si je postavil svoje lastno podjetje, mu gre zelo dobro, je tudi srčno ostal dober in ima čuti veliko željo pomagati tistim, ki pridajo zadaj, vrniti del tega, kar je dobil, pomagati kakemu bratu, sestri, ki prihaja zadaj. Potem drug fant je doštudiral public administration v Kampali, si zdaj gradi svoje življenje, prav tako samostojno živi. Tako da naš cilj v programu je, da otroke pripeljemo do samostojnosti, da so na koncu tega, ko jim ni, nehamo pomagati, evo ta sta fanta naša, ki sta doštudirala, ko jim nehamo pomagati, da se postavijo na svoje noge in so sposobni samostojnega življenja, hkrati jim pa privzgojimo ta občutek, da so nekaj dobili in da tudi oni pomagajo tistemu, ki pride za njimi. To je naša želja. Hvala lepa. Hvala lepa za izčrpno poročilo. Dragi verniki, drage sestre, dragi bratje, tudi jaz se vam zahvaljujem v imenu naše cerkve za vaš doprinos. Vsi, ki sodelujete pridno pri bazarjih, ki delate, ki darujete, verjamem, da delamo dobro delo in temu je namenjena tudi naša današnja prva skupna pesem, stara himna, ki pravi: Tvoja zvestoba velika je, Oče.
Biblično vodilo na današnjo nedeljo so ljubeče besede Gospoda Boga. Pravi pa takole: kakor mati tolaži svojega otroka, vas bom jaz tolažil. In ko besedam zmanjka moči, lahko prisluhnemo poeziji. Poezija 95. psalma pravi takole: pojdimo, vriskajmo Gospodu, vzklikajmo skali našega odrešenja. Stopimo preden s hvalo, vzklikajmo mu slavospevi. Zakaj? Gospod je velik Bog, velik kralj nad vsemi bogovi. V njegovi roki so brezna zemlje, vrhovi gora so njegovi. Njegovo je morje, on ga je naredil, pa tudi kopno. Njegove roke so ga oblikovale. Pridite, padimo na kolena in se priklonimo. Pokleknimo pred Gospodom, ki nas je naredil. Zakaj? On je naš Bog, mi ljudstvo njegove paše, čreda njegove roke. Vabim nas k priznanju grehov. Dobri Bog, v naših srcih se preredko oglasi pesem zahvale tebi in sočloveku. Velikokrat nimamo časa zase, ne za sočloveka. Naše besede in dejanja odstopajo od življenja po tvoji volji. Prosimo te, odpusti nam, ker smo nehvaležni za ljubezen naših mater, za veselje, ki ga delijo z nami, za bolečine, ki jih trpijo zaradi nas, in za njihovo skrbnost. Odpusti nam, ker zametujemo nauke svojih mater, nauke, ki so ljubek venec na naši glavi in ogrlica na našem vratu. Odpusti nam tudi, če smo kakorkoli prizadeli matere, ki niso več med nami. Odpusti nam naše nespoštovanje in nehvaležnost do njih. Prosimo te, zaceli naše rane, če nismo bili deležni materinske ljubezni in oskrbe. Amen. Besede milosti in slavospev pa pravijo: Gospod je dober tistim, ki upajo vanj, duši, ki ga išče. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Molimo. Nebeški Oče, danes k tebi povzdigujem vse matere sveta, tudi sredi vojne, begunstva, trpljenja in lakote. Blagoslovi jih z močjo, da bodo še naprej skrbele za svoje otroke z nesebično in požrtvovalno ljubeznijo. Hvala ti za njihove molitve za nas, krščanski zgled in lepo vzgojo. Ko se počutijo osamljene, jim daj tolažbo. Ko se počutijo preobremenjene z izzivi starševstva, jim pomagaj vztrajati. Prosimo, blagoslovi tudi vse babice, mačehe, krušne mame in vse materinske figure, pa tudi očete in vse tiste, ki hrepenijo po starševstvu. Prosimo te, naj so v senci tvojih kril, zaščiti njihov duh, dušo, telo, in čustva. Varuj jih pred nesrečo, poškodbo, nasiljem, zlorabo in zlom. To molimo v Jezusovem imenu. Amen. V nadaljevanju bomo zapeli pesem, ki pravi: Dobrodošel Sveti Duh, nato pa bomo slišali še današnje berilo.
Draga cerkev, izvolite sesti. Kako zelo smo povezani danes, ko je materinska nedelja, namreč slišali smo, da so mame slika rodovitnosti, novega življenja. Prisluhnili smo, kako v kasi rojeva zemlja, njive, kateri smo pripomogli tem otrokom, in tudi današnje berilo, ki je iz Evangelija po Janezu, 15. poglavje od 1. do 8. vrstice, govori o tem, kako obroditi dober sad. Jezus je resnična vinska trta. Jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani. In vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč, kakor mladiko, in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, karkoli hočete, in se vam bo zgodilo. V tem je poveličan moj oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Dragi bratje in sestre, dragi zbrani, Jezus je učencem povedal, da kot mladike ne morejo preživeti brez trte, tako tudi ljudje ne moremo biti živi brez njega. Brez njega v življenju usihamo, v njem pa obrodimo sadove, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestobo, krotkost, samoobvladanje. Danes je tudi materinska nedelja. Mama je sinonim za rojevanje življenja. In kakor se mame s ponosom veselijo svojih otrok, tako se tudi Bog Oče veseli, ko kristjan ostaja v Kristusu in rojeva dobre sadove. Med skupnim prepevanjem, ki je pred nami, naj bodo naša srca odprta za dotik materinskega Boga Očeta, ki vsakega, ki obrodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Lahko bi rekli, ki vsako odprto srce za Kristusa in za njegovo ljubezen dela sposobnega še bolj ljubiti. Vabim nas, da ostanemo in zapojemo pesmi, ki sledita. Prva pravi Kristus edini temelje in nato še svoj pogled vanj usmeri. Ozdravljaš Bog, si zmagovit in čudežni, od mrtvih vstal si
dragi Bog Oče, hvaležni smo ti, da si nas v Jezusu pritegnil k sebi, v svojo družino, nas oživil, da smo lahko kakor rodovitne mladike. Prosimo te, da bomo v svojih poteh ostali zvesti Jezusu, da bo tvoje kraljestvo napredovalo in bo mnoge pritegnilo domov k tebi. Amen. Sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, kar pridite tukaj k meni. Veste, Jezus je zbrani množici nekoč dejal, pustite otroke in ne branite jim priti k meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo. Takole, dragi otroci, pridite, še od zgora jih je nekaj. Aha, pa se lahko tukaj usedete k meni. Danes imam za vas nekaj zelo zanimivega, kar imate verjetno vsi tudi vi doma. Vsak svojo. Vam bom pokazala. Jaz na žalost svoje nisem našla, ker sem jo nekam pospravila, sem pa našla Davidovo, pa našla sem Petrovo. Takole. Kaj je tole, dragi otroci? Medvedek. Ja, to je medvedek mojega moža Petra. Kaj mislite, kako zelo star je? Ne bom vam povedala, koliko je star. Poskušajte si izračunati. Ampak ta medvedek ima posebno noto. Ko sem bila jaz majhna, sem imela eno tako majhno kokoško, potem sem prešaltala na eno majhno opico, no, moj mož pa je uporabljal tale medvedek. Potem pa imam še eno stvar, ki mi jo je posodil moj sin. Kaj pa je tole? Dekica, ja. To pa je dekica. A boste poskusili, če je to mehko? A boš probal, je mehka? Je, ne? Je fina. Zdaj pa da vam povem skrivnost tega medvedka in te dekice. Ta medvedek je moj mož nosil s seboj vedno takrat, ko je bil majhen in ko njegovih staršev ni bilo poleg. To dekico pa najin sin vzame sabo v vrtec, pa včasih tudi na verouk, takrat, kadar naju ni zraven. Zdaj pa za odrasle. V psihologiji temu rečemo tranzitorni objekt. Sigurno ste to že slišali, ko otroci vlačijo stvari s sabo, ker pogrešajo svoje starše, pa se na tak način spomnijo na njih. Ampak, dragi otroci, zdaj imam pa vprašanje za vas. Ali ste vi tudi imeli kakšne take medvedke pa dekice, ninice? Aha, kimamo, smo, torej tudi jaz, ja, vsi smo tukaj. In zato, ker nas ti medvedki, ki so mehki, ki so prijetni, ki so topli, spominjajo na naše starše in ker je danes materinska nedelja, imam za vas, dragi otroci, poseben izziv. Na to verjetno niste pričakovali, tega niste pričakovali, ampak vseeno mislim, da nam bo skupaj uspelo. Kaj bi vi danes rekli vašim dragim mamam pa vašim dragim očetom? Na kaj vas spominjajo in zakaj ste jim hvaležni? Zakaj jih imate radi? Oziroma, kakšni so vaši starši? Kaj bi rekli? Bomo začeli pri starejših? Vsaj eno stvar. Tukaj bom šla najprej. Kaj je značilno za vaše mamice? Da so pridne. Da so pridne. Kaj še? Skrbijo za nas. Poslušajte, starši, to otroci o vas govorijo. Da so pridne, da skrbijo za nas. Kaj pa tvoja mami? Tudi skrbi. A bi še kdo kaj povedal? Kaj pa tvoja mami ali pa oči? Je prijazna. Kaj pa tvoja? Pazi, gor sedi, kaj boš rekel. Kakšna je tvoja mami? Dobra. Mami je dobra. Aha. Kaj pa tvoja mami? Pospravlja. Veliko pospravlja, verjetno tudi za tabo, ne? Moja mami pa meni zelo veliko pomaga. Kaj pa vaše mamice? Kakšne so vaše mamice? Kaj boste povedali o mamicah? Kakšna je mamica? Kaj je pridna? Da je pridna. Mamica je pridna. Super. A ste videli, a bi še kdo kaj povedal? Bi videli tudi kaj povedale o mamici ali pa o očju? Aha, tukaj bi eden povedal. Super. Kakšna je tvoja mami? Moja mami malo
malo dela. Moja mami malo dela, ker verjetno skrbi za vas, ja. Torej, vidite, vsak od nas lahko kaj lepega pove o svojih starših. Veste, dragi otroci, včasih potrebujemo takšne opomnike, da se pravzaprav spomnimo, da nas ima nekdo rad. Ampak glede na to, da smo danes na materinsko nedeljo prišli v cerkev, pa sedaj poskušajmo razmišljati še vsi skupaj, kaj pa nam v duhovnem smislu, kdo ali kaj nam predstavlja v duhovnem smislu ta medvedek, Ninica, Dekica. Kdo? Tukaj imate en namig, eno maketo. Kaj je to? Bravo, bravo, kar na glas, prav ste pogruntali. Kaj je to? Kocke, ja. In sestavljena je cerkev. Torej, dragi zbrani, tako odrasli kot otroci, v duhovnem smislu imamo tudi mi vsi takšne ledekice, ki so mehke, tople, ki nas spominjajo na naše starše, na našega duhovnega nebeškega očeta. In to je cerkev. In če pogledamo okoli drugega, potem nas cerkev dela kot te magnetne kocke. Pravzaprav nas tišči skupaj, ker je to ljubezen. In če iščemo Boga in če ga še nismo uspeli najti, potem se ozrimo okoli, kajti Bog je tukaj, cerkev. Mi gradimo ta objekt tranzitorni, kot smo rekli. In sedaj ob tej priliki, ker je danes materinska nedelja, sledi še blagoslov za vse mame, za vse očete, za vse družine. Dobri Bog Oče, na to materinsko nedeljo ti posvečamo vse mame. Oče, hvala ti za milost vzgoje otrok. Vemo, da čeprav je nagrajujoče, ni vedno lahko. Gospod Bog, hvala ti, ker si vedno ob mamah jim daješ vodstvo po svojem svetem duhu in jim izkazuješ svojo veliko ljubezen. Hvala ti tudi za vse očete, ki požrtvovalno skrbijo za svoje družine. Molimo za vse starše, ki so samohranilci. Gospod, ti poznaš njihove okoliščine, stiske in situacije. Ti jim pomagaj. Prosimo te, da ojačaš vse nosečnice in jim daš mir. Odvzemi jim vse skrbi in strahove in jim pomagaj, da bodo zdržale do konca. Gospod, prosimo te, da svojimi ljubečimi rokami objameš mame, ki so doživele izgubo rojenega ali nerojenega otroka. Pomagaj vsem tem staršem, da bodo pogledali onkraj bolečine in v upanje, ki je dejavno v tvoji besedi. Ko žalujejo, jih Gospod spomni, da so njihovi otroci s teboj varni. In vsem tistim, ki se trudijo postati starši, pomagaj, da bi vztrajali, da ne bi izgubili vere. Vse to te prosimo po Kristusu našem Gospodu. Amen. In sedaj blagoslov za vse vas, dragi starši, mame, očetje in družine. Drage mame, dragi očetje, bodoči starši, prejmite še blagoslov z besedami iz knjiga preroka Jeremija 29:11, kjer pravi takole: Vem za načrte, ki jih imam z vami, govori Gospod, načrte blaginje in ne nesreče, da vam dam prihodnost in upanje. V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pred Božjo besedo bomo pa pobrali še prostovoljne prispevke, tako da vabim vse, ki lahko da ostanete in bomo zapeli še pesem Moč je moja v tebi. Moč je moja v tebi, ti vir si življenja, Gospod.
Milost nam in mir od Boga Očeta našega in od Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Poslušajmo sedaj, drage sestre in bratje, Božjo besedo, ki bo osnova za današnjo pridigo, katero najdemo zapisano v Janezovem evangeliju v 14. poglavju od 1. do 14. vrstice sledeče. Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor. Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In kamor jaz grem, poznate pot. Tomaž mu je rekel, Gospod, ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot? Jezus mu je dejal, jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip mu je rekel, Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je dejal, Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moraš ti reči, pokaži nam Očeta? Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebi, ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni. Če pa tega ne verujete, verujete zaradi del samih. Resnično, resnično povem vam, kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal. In še večja kot, da bo opravljal, ker grem jaz k Očetu. Karkoli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil. Amen. Dragi sestre in bratje v Jezusu Kristusu, dragi vsi navzoči, predvsem pa vse drage mame, babice, tete, botre, ki ste na drugo nedeljo zbrane tukaj v Božjem hramu, ko v naši evangeličanski cerkvi obhajamo kakor materinsko nedeljo. Torej to je tista nedelja, ko nekako zaželimo blagoslova za vaše delo in poslanstvo, ki ga imate. Ko želimo izreči zahvalo za to, da obstajate v našem življenju. Vsi smo danes tukaj zbrani, kakor ena družina, kakor skupnost, ki slavi Boga in želi ta odnos z Gospodom še bolj poglobiti. In kar je še bolj pomembno, to želi preko del, preko besed, preko življenja deliti tudi z drugimi. Kajti tako smo lahko tisti verni učenci, kristijani, za katera prosi Kristus pri svojem nebeškem Očetu. Samo Kristus je tisti, ki nas, kako radi pravimo, priporoča Bogu. On je pot in nihče drug. Samo po njem lahko pridemo tudi mi do spoznanja Očeta in spoznanja nebeškega kraljestva. Amen. Bi lahko bil konec. Vendar pa življenje ni vedno tako enostavno, ni vedno tako črno na belem, kajti Boga v svojem življenju ne moremo občutiti samo takrat, ko nam gre dobro, ko je naš čas napolnjen z radostjo. Saj je bolj ali manj več tistih trenutkov, ko so nad nami, kakor je tudi sedaj, v tem obdobju maja, malce tudi več deževnih dni z močnim vetrom in pa celo snegom ponekod. Pridejo trenutki, ko nimamo prave poti, ko ne najdemo pravih odgovorov na vprašanja, ki nam jih postavlja življenje. Takrat je najbolj odvisno, v koga bomo polagali svoje zaupanje. Nobenemu človeku ni čisto vseeno, kaj si drugi mislijo o njem. Zato bi se vsak rad pokazal v najlepši luči. Skrbimo za svoj ugled oziroma za svoje dobre ime, kot se temu tudi reče. Tisto, kar nam ni v čast, seveda skušamo prikriti. Saj se ni treba ravno lagati, dovolj je, da svojih slabih plati ne omenjamo ali se temu preprosto izognemo.
Le zakaj bi sami sebe obsojali, ko pa drugi tudi brez tega še prehitro opazijo naše napake? Če bi se tega držali tudi apostoli, bi bili novozavezni spisi napisani precej drugače. Današnjega odlomka pa prav gotovo ne bi imeli. Tomaž bi poskrbel, da bi bilo izpuščeno vse o njegovih dvomih in neveri. Tudi tisti ugovor, da ne poznajo poti, kar preveč očitno priča o njegovi počasnosti in trdoglavosti. Po 3 letih v Jezusovi šoli, potem, ko je slišal toliko govorov in razlog, bi že moral razumeti kaj več. In vendar so te stvari ostali v evangeliju. Apostoli niso nič olepševali ali izpuščali tistega, kar jim ni bilo v čast. In ravno zato so nam, razmišljujočim kristjanom, spisi Nove zaveze še bližji in še bolj domači. Prvi kristjani z napakami, dvomi, počasnostjo in nerodnostjo vred nam povedo več, kot če bi vse skupaj olepšali in se nam predstavili kot neki idealni in popolni verniki. Tudi oni so morali prehoditi pot od nevere k veri. Sprejeti so morali Jezusov nauk o nebesih, ne da bi lahko pogledali vanje. Tudi oni so morali verjeti Jezusovim besedam o nebeškem očetu, namesto da bi si Boga enostavno od blizu ogledali. Čeprav so učenci Jezusov nauk dobro poznali, jim marsikaj ni šlo v glavo. Ne vemo, kam greš. Ter pokaži nam očeta. To dvoje se menda ponavlja v notranjosti vsakega kristjana, ki vsaj malo razmišlja o svoji veri. Odgovor je v Jezusu. On je o sebi rekel: jaz sem pot, resnica in življenje. Ni rekel: jaz vam bom pokazal pravo pot, ampak jaz sem pot. Ni rekel: jaz vam govorim o resnici, ampak jaz sem resnica. Ni rekel: jaz vam lahko kaj razložim o življenju, ampak jaz sem življenje. In naša vera je končno prav v tem, da sprejmemo Jezusa kot svojo pot, kot resnica in kot življenje. Kadar se odpravljamo na pot, imamo vedno pred seboj nek cilj, nekam hočemo priti. In tu se nam odkriva globok pomen Jezusove kot naše poti. Z verovanj vemo za svoj smisel. Poznamo pa tudi način, kako bomo do tega cilja najbolj varno in gotovo prišli. To je naša vsakdanja hoja za njim. To je prizadevanje, da bi mu bili čim bolj podobni. Cilj pa je za kristjana tam, kjer nam je on pripravil prostor, v hiši njegovega očeta. Naše današnje besedilo govori o tem čisto jasno. Danes je materinska nedelja, posebna nedelja v cerkvenem koledarju, vedno druga nedelja v mesecu maju, ko imamo še posebej v mislih vseh mame, pa seveda babice, tete, botre, vse žene, ki skrbijo zraven moških za vzgojo otrok. Kajti to je poslanstvo, ki je najlepša in pa tudi sedaj po nekaj, bom rekla, 10-letnih izkušnjah tudi najtežja. Če pri tem ni Boga, je zelo težko, je moja prva izkušnja. Če ni opore od njega, temelja, če ni on pot, je vse bolj ali manj tekanje od jutra do večera. Trdi boj bi lahko na kratko povzel. Ni enostavno biti mati ali starš. Odkar sem postala mati, sem popolnoma na novo ovrednotila zgodbo o 12-letnem Jezusu, izgubljen v velikem Jeruzalemu.
Si lahko predstavljate ta občutek? Ne najdete svojega otroka. In ko ga najdete, kaj vam pove? Kje drugje bi lahko bil? Kaj ste mislili, kje sem? Kazen takoj. Ali kaj podobnega. Kako je morala biti Mariji, ko je gledala, kako njen sin trpi? Kot mati nisi mogla storiti ničesar. Ko me katoličani sprašujejo o našem odnosu do Marije, jim vedno povem, da je Luther o njej napisal eno celo knjigo o poslušnosti, ki jo je prevzela. Bila je pripravljena, da jo družba izobči, ker je zanosila zunaj zakona. Bila je pripravljena, da Jožef zato zapusti. Pripravljena je bila pobegniti. Pripravljena je bila gledati svojega sina, obsojenega na smrt. Ali je to mogoče preživeti brez Boga? Brez njega kot temelja življenja? Ne. Luther je v tem knjigi pisal o Marijini izvolitvi. Bog ne more gledati nad sebe, ker ni nikogar nad njim. Prav tako ne more gledati zraven sebe, ker ni nikogar, ki bi mu bil podoben. Lahko gleda samo pod seboj. In globlje, ko je človek, bolj ga vidi. Nismo zato starši, ker smo vredni za tega. Ali ker smo zaslužili. Na mnogih mestih v Svetom pismu Bog za opis svojega odnosa z nami uporablja simbol odnosa starš-otrok. In tudi, ko že je duhovnica Katja je omenila, Jezus je rekel, če ne postanete kakor otrok, ne morete vstopiti v Božje kraljestvo. In kakšne so otroci? Včasih že mi to pozabimo. Popolnoma nam zaupajo in brezpogojno nas ljubijo. En teden nazaj smo se odpravili na izlet in moj najmlajši sin Joachim je vso pot govoril. Celi čas je samo spraševal, pa klepetal, pa seveda očitno je zelo nadležen. Potem pa sem začela razmišljati o tej vrstici, če ne postanete kot majhni otroci. Prav to Bog pričakuje od nas, da bomo vse izpovedali, vse spraševali, vse klepetali, da zaupamo, popolno zaupajmo in da ljubimo ga brezpogojno. Ena mojih najljubših svetopisemskih zgodb je zgodba o izgubljenem sinu. Verjetno vsi poznate, ne bom zdaj to razlagala. Samo te prizor, tam stoji sin brez vsega. In se sprašuje, kaj naj reče očetu, kako naj se opraviči, kako naj razloži stvari. In kaj se potem zgodi? Oče steče nasproti. Brez besed ga objame. Ni mu bilo treba ničesar reči. Oče je samo čakal, da se vrne domov. Objame ga brez besed. V življenju nam vedno znova spodleti pri vzgoji otrok, v zakonu, v službi, v veri. Čim bolj globlje, ko smo, bolj nas Bog vidi. Samo čaka, da začnemo hoditi k njemu. Da najdemo pravo pot nazaj, domov, kjer nam pride nasproti in nas objame. Tako želim tudi vam, drage mame, da bi temelj vašega in življenja vaših otrok bil Kristus, ki je pot, resnica in življenje. Ravno zato je bila tudi za današnjo nedeljo izbrana ta beseda iz Janezovega evangelija. Mnogo je poti, mnogo je smeri, mnogo je besed, mnogo je dejanj, ale ena je Božja. Če izberemo to
imamo cilj zagotovljen. In kar je še bolj pomembno, imamo upanje, ki je dano za vsakega, ne glede na to, kdo je, odkod je, ne glede na okoliščine, ostaja Božji otrok ista oseba. Mi ljudje smo zelo navajeni tega, da se prilagajamo okoliščinam, da kot radi pravimo, obračamo jadra v smeri vetra. A je to lahko zelo nevarno, ko nimamo niti toliko moči, časa, da bi premislili, ali je to dobro. Samo gremo za drugimi. Lahko, da bomo prišli na cilj, tega ne rečem, vendar ne bomo videli mnogih lepot, ki so nam še dane, saj nam tunel, v katerega smo se podali z mnogimi, to onemogoče. Iti moramo ne po lastne poti, ker ne vemo točno cilj. Nekdo nam mora povedati. Iti moramo po poti, ki je Božja, kajti cilj, ne glede na okoliščina, je dan vsem, ki izberajo to pot. Zakaj? Tukaj nas je danes mnogih zbranih iz različnih okoliščin. Imamo pa skupno pot in cilj. Čisto preprosto. Tega se moramo vedno držati. Drage sestre in bratje v Jezusu Kristusu, vsemu temu smo priče in takemu stanju se tudi kot verni ljudje ne moremo izogniti. Lahko pa poiščemo rešitev. Jezus je pot, hodimo za njim. Jezus je resnica, verujmo njegovi besedi. Jezus je življenje. Odločimo se za življenje po Božji besedi. Amen. Molimo. Naš Bog, naš stvarnik, hvala, da si nam po tvojem sinu Jezusu Kristusu razodel svojo voljo. Hvala, da si po njem sklonil k mnogim vernim ljudem. Hvala, da po njej prihajaš tudi v naše življenje, v našo gmajno in cerkev. Hvala, da nas z njo nagovarjaš in hvala, da smemo po njej živeti, da nam ona pomaga na poti življenja. Prosimo pa, pomagaj nam, da bomo njeno sporočilo vedeli, ne samo iskati, temveč ga tudi najti. Pomagaj vsem iščočim, neverujočim in tudi vsem verujočim. Po njej krepi naša srca in misli. Po njej nam pomagaj, da bo naša vera utrjena, ljubezen pomnožena in upanje utrjeno. Dobri Bog sliši in usliši nas v naši zahvali in v naši prošnji. Amen. Zdaj pa bomo peli eno pesem, sicer te dvojina meni ne ide, bove pele, dva ženska, to še je hujše kot to navadne. Glavno, da pride pesem in kot je povedal, da naj to jaz to predstavljam. Morate vedeti, da 10 let preden ko sem prišla, edino pesmi so bili, to, kaj lahko sem uporabila za pričevanje o Bogu, ker seveda nisem govorila to jezik preveč dobro, še zdaj imam težave, se opravičujem, 100krat sem razmišljala med pridigo, da poudarek, ne, to meni ne ide. To sem razmišljala, da moji verniki v Murski Soboti so že vajeni in vedno pri koncu Božje službe povejo, ja, to že je, tu je bilo malo nejdobro poudarek, ampak že je boljše kot vedno. Morate znati, da v madžarski jezik je vedno pri začetek poudarek in meni te gibajoče, to je zelo težko. Glavno, da pesmi so zelo pomembni v mojem življenju, ker to govorijo mesto nas in to so molitve in pričevanje. Zato zdaj pride eno pesem, ko Katja je bila naša gostja v Murski Soboti, je bila, potem tam sva tudi to pela in zdaj to je bila njena ideja, da danes tudi med vami to pesem pojemo dobroto Boga, kateri pa še za celi koncept za ta današnji dan.
držiš. Od trenutke, ko zbudim se in ko ležem spat, pojem naj o dobroti Boga. Vse moje dni ti bil si zvisli, vse moje dni tako bil dober si. Prav vsak moj di slavi naj tebe, poje naj o dobroti Boga. Poljubim glas, vodil si me skozi ogenj, ti vedno si temni noči ob meni. Poznam te kot očeta in kot prijatelja, saj živim v dobroti Boga. Vse moje dni ti bil si zvestljiv, vse moje dni tako bil dober si. Prav vsak moj di slavi naj tebe, poje naj o dobroti Boga. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dam življenje ti in predajam se, le tebi dajem vse. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Dam življenje ti in predajam se, le tebi dajem vse. Dobrota me tvoja spremlja in zasleduje me. Vse moje dni ti bil si zvestljiv, vse moje dni tako bil dober si. Prav vsak moj di slavi naj tebe, poje naj o dobroti Boga. Poje naj o dobroti Boga. Poje naj o dobroti Boga. Drage sestre, dragi bratje, današnjo materinsko nedeljo bomo zaključili še z Jezusovo molitvijo Oče naš, ki jo bomo zapeli skupaj.
Drage sestre, dragi bratje, prejmimo še zaključni blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.